Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. Danes se bomo pogovarjali bolj o tem, kako biti pripravljen na izzive življenja. V tem kontekstu nam prav pride, kadar zmanjka hrane ali pa kadar rabimo hrano, ki drži dlje časa, točno za te primere, kadar zmanjka hrane, da lahko sežemo po njej, pride prav tale reč. In tej zadevi se reče hardtack. Kaj hudiča je hardtack? Evo, hardtack ni nič drugega kot kruh, ki ga spečemo večkrat pri nižjih temperaturah, kjer gre sam za kombinacijo soli, vode in moke, čisto brez kvasa. Hardtack so uporabljali belci, ko so prodirali v notranjost Amerike, torej na indijansko ozemlje, ker pač so rabili hrano, ki jim dolgo drži. Hkrati so to tudi uporabljali vojaki v državljanski vojni v Ameriki, tudi torej v tistem času, in tudi sicer poznajo razna ljudstva, razne verzije tega hardtacka, ko rabijo hrano, ki dlje časa drži. Res pa je, da je tale zadeva trda ko svinja. Rabiš približno tako čeljust, ko jaz, da jo lahko sploh odgrizneš, in še takrat ni varno, ker se ti lahko uniči zob. Ker tudi takšen sloves ima, da ta hardtack zelo rad uničuje bolj piškavo zobovje. Tako da ponavadi so kavbojci oziroma vsi tisti, ki so se tega posluževali, tega hardtacka v hudih časih, v taborih, ponavadi ta hardtack namočili v vročo vodo ali pa v mleko ali pa v kavo. Torej, da so dobili potem nekakšno brozgo in da so to zadevo omehčali. Torej, to je trda verzija, tole je omehčana verzija. Ekola. Kot vidite, to ni glih nekaj, kar bi človek serviral v nedeljo na družinskem kosilu. Gre pač za to, da imaš nekaj kalorij na razpolago, torej za razne trekinge pa take zadeve, pa za izredne razmere je to seveda čisto dobra stvar. Zanimivo je tudi še eno dejstvo, kako so tole reč, tale hardtack omehčali na drug način, in sicer, da so ga dostikrat vojaki z kopitom od puške enostavno zdrobili, preden so ga potem namočili, ker potem gre seveda vse skupaj hitreje. Tudi zanimivo pa je, kakšne vzdevke je hardtack sicer dobil. Eden od njih je, da je to grad za molje. Seveda, če to pustiš potem dolgo časa pri miru, se lahko not naberejo tudi takšne in drugačne živalce. Res pa je, tole, kar vidite zdaj tukaj not, še ta 2 ali pa 3 kose hardtacka, ki jih še imam, to sem naredil lani, spekel lani, pa še zdaj drži, pa po mojem bi še lahko kako leto ali pa 2 komot bila tale zadeva tukaj noter. Kako se sploh naredi hardtack? Čisto simpel. V skledo daš moko, not daš vodo, malo ščepec soli, vse skupaj zmešaš pa fajn pregneteš, tako da postane tako gladko testo, in vse skupaj potem zvaljaš na približno 5 mm debeline. Evo, gledajte, tako kot je tale zadeva, mogoče malo več, 5 do 6-7 mm. In potem lahko razrežeš vse skupaj na kvadratke, tako kekse, ali pa tudi okrogle kekse so v redu, torej okrogle oblike so v redu, in potem narediš take luknje not, zaradi tega, da se zadeva ne dvigne, ko se peče. Peče se pa na 190 stopinj. In potem eno rundo spečeš, približno 30 minut, se speče, ohladi in potem zadevo ponavljaš lahko enkrat, dvakrat, trikrat, eni celo 4-krat. In potem ta zadeva drži res zelo dolgo. Tako kot sem že rekel, meni je 1 leto sigurno. Znani so primeri, ko ta zadeva drži več kot 20 ali celo 25 let. Tako, če želite takšne in podobne informacije še v bodoče prejemati, če ste na Facebooku, tam pritisnite sledi, če ste na YouTubeu, vpišete Moderni samuraj, všečkate tisti thumbs up, pa seveda se naročite na moj kanal, tako da boste na tekočem tudi glede drugih zadev. Se vidimo v naslednjem videu. Čau!
No ja. Za drek štukat pa je.